En lep dober večer vam želim. Jaz si želim, da vam je Miklavž prinesel nekaj prav posebnega na današnje jutro. Mi pa bomo v tej oddaji si pogledali cilje za leto 2022. Kar primimo bika za roge, ali kako bi temu rekli, in pričnimo z našimi željami, tako kot bi jih pisali Dedku Mrazu. Če se spomnimo, kako lepo je bilo, ko smo bili majhni, smo verjeli v Božička ali Dedka Mraza ali v katerega koli že dobrega moža, da nam bo prinesel to, česar si želimo. V življenju sigurno smo bili kdaj tudi razočarani, ampak v življenju verjamem, da smo se naučili tudi, da moramo biti sami sebi Dedek Mraz ali Miklavž ali Božiček ali katerikoli dobri mož ali ženska, pravzaprav, da bomo korektni. Torej, pojdite po papir, pojdite po kuli, pripravite se. Če morda bo tale oddaja prehitro šla mimo vas, kot vedno vabljeni tudi na moj YouTube kanal, kjer si jo lahko še enkrat v miru pogledate in morda še enkrat posvetite ciljem in namenom. Mi pa bomo v tej oddaji govorili na splošno o tem letu, ki prihaja, in na to tudi glede na vaše število življenjske poti bomo povedali, na katerih področjih je za vas še posebej pomembno, da si postavljate cilje čim višje. Torej, pričnimo naše priprave na leto 2022 čim bolj pozitivno, čim bolj optimistično in čim bolj zagnano. Torej, jaz upam, da sedaj že imate ob sebi nekaj zapisati. Postavljajmo si cilje na vseh področjih. Kar mnogokrat pozabimo, je to, da si postavimo en cilj ali eno željo in potem se osredotočamo samo na to. Če nas je življenje česarkoli naučilo v zadnjih nekaj letih, je kako zelo hitro se lahko stvari spremenijo, obrnejo, spreobrnejo in kako zelo smo se spremenili tudi mi. Verjamem, tudi naše lastne prioritete in vrednote so se vsaj malo spremenile v zadnjem času, zato je vedno dobrodošlo narediti en tak pregled, kaj je tisto, kar nam je pomembno. Ljudje se tudi sicer spreminjamo, ne glede na to, kaj se okoli nas dogaja. Zorimo, rastemo ali pa ne. Tokrat ne bomo govorili o duhovni rasti, o osebnostni rasti, tokrat ne bom težila, ampak bomo govorili o vaših željah. Torej, če se zdaj sprostite, udobno namestite, zaprete očke, vdihnete in izdihnete vso napetost današnjega dneva, vso napetost zadnjega leta. Izdihnete vso napetost zadnjih nekaj let, vsa razočaranja in vse dvome. In dovolite, da saj za tale čas, za tele pol urce, vse slabo odide. In na to vdihnite energijo tistega majhnega otročka, ki se veseli božičnega drevesca, ki se veseli daril, ki se veseli praznovanja, ki se veseli vsakega rojstnega dneva, vsakega lepega dogodka. Če gremo vsi skupaj zdaj v energijo otročka, ki verjame, da je svet lep, otročka, ki verjame, da se mu bo zgodilo nekaj lepega, otročka, ki verjame, da je vse tako zelo razburljivo in fino in fajn, in se potopimo v to energijo. In zdaj vas vprašam, česa si pa vi želite? Kaj je tisto, kar bi bilo prvo, po čemer bi posegli, če bi skozi vrata, skozi dimnik padel zdajle Dedek Mraz in bi imel tako ogromno košaro in v tej košari bi bili majhni zavitki velikih želja. Bi bile drobcena darila, ki bi jih odprli in bi se potem spremenili, tako kot Aladinova svetilka, v uresničitev vaše največje želje. Kaj bi bila ta želja? Kaj bi bilo tisto, kar bi izbrali? Kaj bi bilo tisto, česar bi si želeli, da bi našli v košari Dedka Mraza? Kajti velikokrat prepuščamo to, kar se nam bo uresničilo, zunanji energiji. Velikokrat si rečemo, če je namenjeno, pa bo. Saj bo. Mnogokrat si pozabimo zaželeti, mnogokrat pozabimo definirati, kaj je tisto, česar si v resnici želimo. Pojdimo v teh lepih prazničnih energijah, mirnih energijah in si zaželimo nekaj prav posebnega. In v tem trenutku, ne glede na to, kje ste, kdo ste, kdaj spremljate to oddajo, ali je to na ETV-ju v ponedeljek zvečer, ali je to kasneje na YouTubu, si zaželite, da se vsem, ki smo si zdaj nekaj zaželeli, uresniči ta želja. A veste, kako je fajn občutek, ko nekdo drži pesti za nas, ko imamo denimo izpit ali pa razgovor za službo ali pa prvi randi ali pa nekaj, kar nam je zelo, zelo pomembno in vemo, da nekje je nekdo, ki si iskreno želi, da bi se nam to uresničilo. Bodimo zdajle ta nekdo mi, za vse tiste, ki imajo
tudi podobne želje za vse nas, ki si zdaj le nekaj zaželimo. Daj pa biti nek energijski podporni steber. Tako kot recimo dedek Mraz, verjamem, da si tudi tam nekje na severnem polu želi, da bi se vsem nam uresničile lepe želje, predvsem pa si verjetno želi, da bo severni pol pravzaprav obstal, glede na to, da se led topi. Mogoče bo pa bratal brezdomec, tale naš bog je dedek Mraz. Torej, kaj je tisto, česar si vi želite? Kaj je tisto, česar si najbolj želite, naj bo prva želja? Zdaj pa si zamislite, da ste otrok, ki piše Božičku oziroma dedku Mrazu. In zapišite, česa si želite na področju odnosov. Kakšne odnose si želite? Kakšne ljudi v svoji bližini si želite? Kakšen način komunikacije si želite? Kakšne pogovore? Kakšne vsebine pogovorov? Ali je to več ali manj hec? Ali je to več ali manj pogovor, ki nima globine, ali ravno obratno? Si želite kvalitetnih pogovorov, ki imajo globino, ki prinašajo spoznanja, ki prinašajo neko učenje, ki vas morda včasih tudi malo za ušesa. Kaj je tisto, česar si vi želite znotraj komunikacije z ljudmi, s katerimi preživite veliko časa, se pravi, to so po vsej verjetnosti sodelavci, kolegi, vsemi tistimi ljudmi, s katerimi imate sicer plitke, ampak pogoste odnose. In kakšne pogovore si želite z ljudmi, ki so vam blizu, torej z vašim partnerjem, partnerko, starši, otroci, najboljšimi prijatelji, vsemi tistimi osebami, s katerimi morda se sicer ne vidite vsak dan, ampak občutite to globino in pripadnost. Kakšne pogovore pa si želite sami s seboj? Kakšen notranji dogovor si želite oblikovati v naslednjem letu? Ali bo bolj ljubeč? Ali bo morda bolj strog? Ali bi ga radi mogoče sem pa tudi malo izklopili? Ali je ta notranji dogovor še vedno podoben besedam vaših staršev, učiteljev? Ali je vaš lasten? Kakšen je ta vaš notranji dogovor in kakšen si želite, da bi bil v naslednjem letu? In potem me zanima naslednja zadeva. Česa si želite na področju zdravja? Česa si želite na področju počutja? Si želite biti polni energije? Si želite bolj ukvarjati s športom? Ali ravno obratno, občutite, da potrebujete malo več miru, malo več časa za počitek, morda malo več časa tudi za meditacijo? Česa si želite na področju tega, kar je dobro za naše fizično telo? To je zelo pomembno vprašanje, kajti število 22 povezujemo ravno s fizičnim telesom. Ker je seštevek število 4, ga povezujemo z zdravjem, s planetom Zemljo, z našim fizičnim zavedanjem, z našimi temelji, z našim telesom. Podobno kot tudi leto 2020 je bilo seštevek število 4. Zaradi tega je bilo predvidevati, da bodo te energije, ki nas bodo vrgle, povezane ravno z zdravjem. Torej 22 je mojstrsko število in prinaša uvide v vse tisto, kar morda za nas ni zdravo, vse tisto, kar za nas morda ni dobro. Zato dajmo prehiteti te energije in si postavimo neke kvalitetne in dobre cilje tudi na področju zdravja. Tudi na področju našega fizičnega telesa in fizičnega počutja. Število 4 označuje tudi strah, tudi naše preteklost, prednike in tradicijo. Torej, katero tradicijo si želite obuditi ali negovati v letu 2022? Kaj so gradniki, katere si želite imeti vsak dan prisotne v letu 2022? Katere zdrave navade, način razmišljanja, način prehrane, način gibanja in tako naprej? Verjamem, da vsak pri sebi ve, katera hrana mu škoduje in po kateri hrani je poln energije. Verjamem tudi, da vsak pri sebi ve točno, koliko spanja potrebuje, kdaj je pomembno, da gre spat, koliko vode naj popije in tako naprej. Torej, ne želim, da tole zdaj zveni kot predavanje, ampak naj bo to želja. Naj ne bo obveza, naj ne bo občutek, da če ne bomo zdravo jedli, se bo to slabo končalo. Mislim, se bo, ampak naj ne bo ta občutek v tem trenutku prisoten. In potem k malo bolj takim temam, ki vas tudi sicer najbolj zanimajo, česa si želite v ljubezni, v partnerstvu. Samo leto 2022 bo zelo ključnega pomena za partnerske odnose, za ljubezen do sebe, za romantiko, za družino. Velika verjetnost je, da tudi sama definicija družine se bo pri nas globalno spremenila. Velika verjetnost je, da sama definicija, kaj mi kot posameznik dojemamo kot ljubezen do sebe, se bo spremenila. Torej, samo leto prinaša kar nekaj lekcij in izzivov, zato si postavimo, še preden se to leto prične, kar nekaj ciljev in želja s tem povezanih.
kakšne ljubezni si želite. Kaj pravzaprav za vas je ljubezen? Kako bi sploh pričeli s to definicijo? Kaj za vas pomeni ljubezen? Kako vi izkazujete ljubezen? Kako si vi želite, da vam nekdo drug izkaže ljubezen? Kdaj ste bili nazadnje naprišno zaljubljeni? Zdaj, če ste poročeni in menite, da vas tukaj šuntam, vas ne. Ampak kako se lahko znova naprišno zaljubite v svojega partnerja oziroma v svojo partnerko? In še pomembneje, kako se lahko znova naprišno zaljubite v sebe? Kako ste lahko nad seboj navdušeni, tako kot ste bili najbolj navdušeni takrat, ko ste bili najbolj zatrapani, pa naj gre za najstniška leta ali kasneje? Kakšni občutki so vas prevevali? Kako zelo vas je vse zanimalo o tej osebi? Kako zelo vas je vse spominjalo na to osebo? Torej, kako lahko na enak način imate sebe radi in ste navdušeni nad seboj in sebe občudujete? Kako lahko sebe sprejmete na način, da ste navdušeni, da ste del svojega življenja? Kajti, kar vedno poudarjam, je samo en odnos v življenju resnično negujemo od tistega trenutka, ko smo se rodili, do tistega trenutka, ko umremo. In to je odnos do sebe. In zato ste najbolj dragocena oseba v svojem življenju, kajti brez vas življenje nekako za vas ni. Zato ne postavljajte vedno druge na prvo mesto, zato ne pozabite imeti sebe radi. Zato, ko vas vprašam, kakšne ljubezni si želite, ne mislim samo na tisto klasično zaljubljenost, kakšnega partnerja, kakšne romantične trenutke si želite, ampak kakšno je ljubezen, ki si jo želite tudi vi sami sebi podariti. S kakšno ljubeznijo želite vi sami sebe oblivati. Naj to ne bo le želja, naj bo to cilj, zelo pomemben cilj. In potem še ena tema, ki je običajno zelo prisotna v vseh vprašanjih, kaj nas čaka v naslednjem letu, finance, obilje, vaši poslovni cilji. Česa si želite v naslednjem letu? Bodite specifični. Energije so zelo nihajoče še vedno in tudi v naslednjem letu bodo. Se pravi, bodite specifični. Naj ne bo to, joj, želim si samo preživeti. Želim si samo položnice plačati. Naj bodo to konkretni cilji. Kaj si poleg plačanih položnic in stroškov želite? Naj bodo konkretni cilji, kaj za vas sploh je obilje. In pravzaprav, kaj za vas sploh je uspeh? Za nekoga je uspeh nov avto. Nov avto je lahko fičko ali pa kakšna marcina, ki je zelo draga. Marsikomu nov avto sploh ne uspe. Marsikomu je uspeh mir. Marsikomu je uspeh to, da gre v hribe, to, da pride na Triglav. Ljudje smo si različni. Pomembno je, da po vseh teh turbulentnih dogodkih zadnjih let znova definiramo, kaj je za nas osebno uspeh. Torej, kaj je za vas, ki me zdaj poslušate, uspeh? Kaj vi označujete kot vaš največji uspeh do sedaj? Kaj je bilo tisto, kar vam je dalo občutek, da yes, you got this, to ste pa dobro naredili in ste bili ponosni na se in ste rekli, ej, stari ali pa stara, to je bilo pa res the best. Pejte v ta občutek. Pejte v ta občutek uspešnosti, radosti, sreče in s tem občutkom dosežka, zmage, če hočete, zapišite svoje cilje za uspeh, za obilje, tudi za finance, za naslednje leto. Kaj je tisto, kar vi, ko verjamete, da je vse možno, si želite? Česa v resnici si želite? Kajti velikokrat ni samo denar oziroma večji prihodek tisti, ki si ga želimo. Kajti pravzaprav kupček denarja nam nič ne pomaga. To, kar nam denar prinese, ali naj gre tle za občutek svobode, možnosti, drugačnega življenja, nekega obilja, nekega razkošja, bom rekla tudi nekih razvadic. To je tisto, kar nas vleče. Torej, ne si zaželeti večji prihodek in tam končati, ampak bodite zelo specifični, česa si želite z višjim prihodkom. Kajti včasih nam življenje to, česar si želimo, podari, brez da bi mi fizično morali plačati. Včasih se nam kar posrečijo stvari. Včasih najdemo nek popust, včasih morda zadanemo na nagradni igri in tako naprej. Se pravi, pejte v ta občutek, da je to možno, česar si želite in zato v tistih energijah pišite te cilje. Kajti, če verjamemo, da nekaj ni možno, saj veste, ni možno. No, potem me zanima naprej. Kakšen si želite, da bi bil vaš vsak dan? Kako naj bi nek tipičen dan v letu 2022 izgledal za vas? A to pomeni, da ste zelo aktivni? Ali to pomeni, da imate čas za sebe?
koliko morda časa za sebe si v vsakem dnevu želite. Kako si nekako želite, da bi nek klasičen dan, nek klasičen torek izgledal v letu 2022? In kako naj bi izgledal klasičen vikend v letu 2022? Ali to pomeni, da ste doma, pa pucate, pa pospravljate, pa lovite vse tiste roke in obveznosti, ki jih tekom tedna niste uspeli postoriti? Ali morda greste v naravo, greste na izlet, počnete kaj zabavnega, morda počivate, morda spite, morda berete knjigo, morda se igrate z živalmi, s svojimi otroci in tako naprej. Kakšen naj bi bil tipičen, klasičen, normalen vikend leta 2022? In če se vrnemo k mogoče malo bolj resnim temam, česa pa si na področju duhovnosti želite v letu 2022? Kateri deli duhovne rasti potrebujejo malo več vaše pozornosti, pa s tem nočem reči, da ste duhovno nezreli. Ampak tako kot negujemo katerokoli znanje, katerokoli veščino, je tudi duhovnost del življenja, kjer rastemo, se razvijamo. Kaj je tisto, kar vas zanima? Katero področje boste raziskovali? Kako boste bolj prisluhnili svoji intuiciji, bolj prisluhnili sebi? Enako velja tudi za področje osebne rasti. Je kakšna knjiga, ki si jo želite prebrati, kakšna delavnica, ki si jo želite udeležiti, kakšno predavanje, ki mu želite prisluhniti? Kaj je tisto, kar vi kot osebnost čutite, da morda potrebujete? Kaj je tisto, kar vi kot osebnost želite spremeniti? Podobno velja tudi za čustveno zrelost. Kaj so morda zadnja leta razkrila? Takšnega, kar bi bilo za spremeniti. In tudi če ne, na kakšen način želite čustvovati v naslednjem letu? Kajti stopamo v zelo čustveno intenzivno obdobje. Leto 2022 pod vplivom števila 6 bo zelo čustveno, močno. Torej vse bomo doživljali malo bolj intenzivno in ta energija se občuti tudi že zdaj decembra. Danes smo 6. Torej izkoristite posebej energije današnjega dneva za vse, česar si želite v naslednjem letu. Če si zdaj le prikličete šestico v misli, 6 je takšna, kot da bi nosila košarico. Zelo plodna energija je. Spominja mogoče na nosečniški trebušček. Torej, kaj je to, kar želite postaviti v svojo košarico in odnesti s seboj v leto 2022? In kaj želite, da bi iz tega zraslo? Katero energijo želite, če si predstavljate zdaj kanglico vode in majhnega otročka, ki zaliva jagode, ki zaliva rožice? Kaj si želite, da bi iz teh rožic zraslo? Kaj si želite, da bi iz teh cvetov nastalo? Kateri plodovi? In ne omejujte se v prav ničemer. Kajti na koncu dneva včasih že samo s tem, da sanjarimo, si prikličemo prijetne občutke in v tem uživamo. In je naša domišljija tista, ki pričara nek lep dogodek, lepe sanje v danem trenutku. In kot vemo, imamo samo dani trenutek. Torej, vračajte se v energijo tega otroka, ki verjame, da je vse možno. Kajti, dragi moji, vse je možno. Če pogledamo, kaj vse smo kot človeštvo dosegli, kakšne vse izume imamo, kaj vse lahko naredimo takole, pa če primerjamo človeštvo 200-300 let nazaj, ko so bile stvari močno drugačne. Saj pravzaprav v resnici ne vemo, kaj vse je možno in v kaj vse stopamo in kaj vse bomo še izumili v letih, ki prihajajo. Pomembno pa je, da vemo, česa si mi želimo. Torej, stopajmo v naslednje leto zelo jasno sliko, kdo smo, kaj smo in česa si želimo. Zdaj pa bomo naredili na hitro še pregled vaših števil življenjske poti od 1 do 9 in pogledali, katera področja bodo za vas v naslednjem letu pomembna in kje vas največ uspeha čaka. Torej, kar seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, formule imate tudi zdaj na zaslonu. Toliko časa seštevate, da dobite eno samo številko. Jaz verjamem, da to zdaj že znamo in nam je to že poznano. Drage moje enke, ste prodorni, ste pionirji, enke ste močna energija, simbolizirate napredek. Kar pogledajte enko, spominja na puščico navzgor. Se pravi, za vas bo naslednje leto še posebej pomembno vse, kar je novo, vse, kar vam prinaša več samostojnosti, ampak na ljubeč način. Torej, ne z glavo skozi zid, tako kot vi včasih znate, ne prehitro, ne preveč impulzivno, ampak z neko tako materinsko, nežno energijo do sebe, kar pomeni, da si boste dovolili tudi spočiti, kar pomeni, da boste dovolili tudi drugim, da opravijo stvari, katere bi vi sicer naredili z levo roko, ampak na koncu dneva bi bili za to utrujeni. Torej, delegirajte stvari naprej drugim, ne vse prevzeti na svoja lastna ramena. Število življenjske poti 2.
Drage dvojkice, pred vami je čas, v katerem se bo zelo potrebno postaviti zase, zato vas ravno tam čaka uspeh. Bolj kot boste znali vi povedati, česa si želite, več tega boste dobili. Bolj kot boste znali vi postaviti mejo, bolj vas bodo drugi upoštevali. Torej vsa ta vaša strpnost, razumevanje, potrpežljivost, po kateri se odlikujete in je sicer čudovita, bo na preizkušnji. In v naslednjem letu za vas in za šestke velja, da ni bistvo, da ste še bolj potrpežljivi in še bolj strpni, ampak da ste vse bolj potrpežljivi s seboj, pa bolj odločni z drugimi. Torej, na kratko, bolj ko se boste postavili za sebe, bolj ko boste znali vi skomunicirati, česa si želite, več tega boste prejeli. Trojkice, pred vami je leto, ko bo v ospredju vaš notranji otrok, morda tudi vaša otroška energija, otročja energija, kar pomeni, da na trenutke zagotovo se boste soočali tudi s čustveno nezrelostjo. Po drugi strani pa verjemite v svoje otroške sanje. Drage moje trojke, če kdo zna priklicati čudovite, čarobne trenutke, tako kot smo to nekoč znali v otroštvu, ste to vi. Dovolite si biti majhen razigran otroček, kajti ravno na tak način velikokrat polepšate dan svoji okolici, čeprav se tega morda ne zavedate, in še pomembneje, polepšate dan sebi. Se pravi, v trenutkih, ko bi se morda zdele stvari zelo intenzivne, zelo čustvene, zelo naporne, se spomnite, da se je tako včasih zdelo, tudi ko smo bili otročki, pa se je potem še dobro izteklo. Torej, zaupajte, da je na koncu tunela nekaj lepega za vas. Štirke, pred vami je leto, v katerem je prav, da ne samo, da ste mirni in trdni in tradicionalni, ampak da si dovolite biti tudi čustveni. Da si dovolite pokazati svojo malo bolj ranljivo plat. Vas uspeh čaka tam, kjer ste vi nežni, tam, kjer si vi dovolite biti nežni. Pa nočem reči, da ste hrust, ne me narobe razumeti, ampak ste tip človeka, ki je zelo racionalen, zelo stabilen, zelo ukoreninjen. Bolj, ko boste negovali tiste korenine, ki so za vas pomembne, tiste tradicije, ki so za vas pomembne, ampak na materinski, nežen, romantičen način, bolj boste našli izpolnitev ravno sami v sebi. Torej, ko govorimo o neki malo bolj umirjeni energiji, se vam zagotovo obeta veliko bolj prijetno leto, kot je bilo lansko leto, se pravi 2021. Ampak pomembno je, da ste vi do sebe razumevajoči, kadar vas je strah in tudi kadar ste trmasti, kajti tudi to se vam včasih zgodi. Petke, pred vami je leto, ki bo čustveno, pred vami je leto, ki morda vam ne bo tako zelo na kožo pisano, kot je bilo lansko leto, ampak ne se tega strašiti. Uspeh in sreča vas čakata tam, kjer ste vi lahko drugačni, ampak sami nad seboj zaradi tega navdušeni. Se pravi, ste nekdo, ki večinoma odstopa od večine, ki išče drugačne poti, ki ga privlači drugačnost, eksotika, mogoče tudi kaj prepovedanega. Torej, kako lahko točno to pri sebi ljubite in s tem, ko to ljubite, prikličete. Torej, če vas okolica kritizira zato, ker si pač upate, ali zato, ker ste spontani, ali zato, ker si želite malo več svobode, naj bo to njihova kritika in odsev njih, ne vas. Torej, bolj ko boste ljubili tisto, kar je odštekano, morda tudi tvegano, več uspeha vas čaka, seveda pa se tega lotevajte na varen način, ne nepremišljeno in impulzivno tekati za stvarmi, ki vas privlačijo, ampak se tega lotevajte na način, kot bi vam to priporočila dobra mama. Število življenjske poti 6. Leto 2022 bo za vas zelo čustveno, zelo ključno leto, ampak naj vas pomirim, za vami je že nekaj let priprav na leto 6. Torej, ljubezen do sebe, sprejemanje sebe, negovanje sebe je tisto, kar je ključnega pomena in jaz verjamem, da do zdaj ste se naučili reči ne, ste se naučili postaviti mejo tudi sebi. Torej, ko želite v svoji ljubezni, v svoji potrebi po izražanju pozornosti nekomu dati še več, izkazati še več, se morda še bolj žrtvovati, biti še bolj požrtvovalni, je prav, da se v naslednjem letu ustavite. In zbalansirate tujo energijo, svojo energijo, energiji darovanja in sprejemanja. Seveda to velikokrat ni lahko, ampak sreča vas čaka ravno tam, v jasnih mejah in v zdravi ljubezni do sebe. Na kar vas je življenje pripravljalo že nekako od leta 2012. Torej, zaupajte vase, da zmorete in da boste stvari peljali tako, kot je za vas dobro. Število življenjske poti 7.
Pred vami je čas, ko boste morda težje razumeli svoja čustva, težje usmerjali svoja čustva, kajti ste tip človeka, ki rad razume, kaj čuti. Razume, kaj se dogaja. Morda se zelo, zelo racionalno lotevate izzivov pred vami. V letu 2022 bo to nekoliko težje. Torej, uspeh vas čaka tam, kjer si boste dovolili občutiti. Tam, kjer boste dovolili ženstveni energiji v sebi na plano. Tam, kjer boste dovolili si sprejemati sebe in uspeh. Torej, ker ste malo nagnjeni k perfekcionizmu in ste do sebe običajno zelo zahtevni, bo to kar izziv. Ampak verjamem, da če se boste vedno znova spomnili na moje besede, da je prav, da sprejemate zase tudi, kadar imate občutek, da si nečesa ne zaslužite, ali da niste dovolj dobri, ali da nečesa niste naredili dovolj dobro, ali dovolj hitro. Če boste presegli te miselne vzorce, vas čaka veliko, veliko lepega v letu 2022, torej ne biti prestrogi in prezahtevni do sebe v tem času. Število življenjske poti 8. Drage osmice, stopate v zelo, zelo plodno obdobje. Torej, kaj je tisto, česar si vi želite od malih nog? In kaj je tisto, kar rabite preseči, da bi to dosegli? Osmice namreč delate na izzivih lastne vrednosti, zato vrednost spremenite v dragocenost. Ko boste do sebe tako zelo nežni in ljubeči, kot bi bili do najbolj dragocenega bitja na tem svetu, si boste odprli vrata do uspeha, do sreče, do radosti, do vsega tistega, česar si vi želite. Zelo pomembno pa je, da dobro in jasno definirate, kaj je to. Učite se tudi vi balansirati tako zgoraj, tako spodaj, se pravi, koliko dajete, koliko sprejemate, ne biti preveč darežljivi, preveč ustrežljivi, kajti sama energija leta 2022 vas bo zelo potiskala v tej smeri, brez da bi zase tudi sprejeli dobro. Je že prav, da pomagate drugim, je že prav, da ste ustrežljivi, nežni, pozorni, ampak tudi do sebe. Torej, uravnovešajte. Za vas se uspeh skriva ravno v energiji harmonije. In še 9. Pred vami je leto, ki bo tudi čustveno, ampak ta čustva so vam domača, poznana. Velika verjetnost je, da se bodo sprožili določeni procesi povezani z vašo mamo, materinsko energijo, z vašim odnosom do mame in posledično z vašim odnosom do sprejemanja. Torej, bolj, ko boste delali na tem, da je prav, da zase sprejemate dobro, poglejte 9. Ne zna čisto dobro k sebi zajeti stvari, ne? Zna jih dajati, zna biti zelo sočutna, zna zelo druge razumeti, včasih tudi malo odbluzi. Torej, vračajte se vedno znova nazaj k sebi, drage 9. Vedno znova se sprašujte, kdo ste, kaj ste, zakaj ste in česa si želite. In ravno v teh odgovorih, ravno v tej energiji, ki vas bo vračala k sebi, se skriva največja sreča za vas v letu 2022. To je bil zdaj pregled od 1 do 9. Leto 2022 bo vsekakor leto, ki prinaša plodno energijo. Se pravi, bo leto, ki prinaša veliko možnosti, za katere se bo včasih zdelo, da bodo kar padle z neba, tako kot tale snegec za menoj. Včasih pa se bo zdelo, da ne bomo znali sprejeti tega. Velikokrat se zgodi, da nam življenje odpira možnosti, daje priložnosti, daje ideje, zamisli, pošlje ljudi na našo pot, ki nas nekako predramijo. Ampak mi smo včasih malo zapečkari, tako kot tudi po zimi, včasih bolj paše sedeti oviti v odejico z vročo čokolado ob kaminu, medtem ko samo skozi okno gledamo, kako pada sneg. Včasih v življenju so tisti izzivi, katere doživljamo kot najbolj hladne, najbolj ledene, najbolj ostre, tisti, ki nam potem ultimativno prinesejo največje nagrade. Torej, snežaka ne bomo naredili tako, brez da bi nas zeblo v roke. Tudi v življenju nas včasih zazebe, zato da znamo potem na malo drugačen način doživljati, ceniti, biti hvaležni in dejansko uživati v toplini, ki smo jo deležni kasneje. Vse vemo, če gremo v hribe in pridemo na vrh celi prezebli, utrujeni, premočeni, kako zelo dober je čaj, ali juha, ali jota, ali nekaj toplega, ko smo prezebli. Podobne energije se nam obetajo v naslednjem letu. V določenih trenutkih nas bo življenje zelo prezeblo, zato da bi potem znali spoštovati tisto toplino kasneje. Torej, če se boste v naslednjem letu ujeli v trenutkih obupa, v trenutkih, ko se bo zdelo, da nič od tega, kar smo zdaj načrtovali in si želeli in pisali in vizualizirali, se ne bo nikoli zgodilo. Se spomnite, da je to le trenutek. Da je to morda popoldne, da je to morda večer, da je to morda en dan, no, morda en teden,
malo bolj intenzivnih negativnih čustev in da bo minilo. Naslednje leto bo čustveno intenzivno, vse bomo doživljali malo bolj močno, tako dobro kot slabo. Se pravi, velika verjetnost je, da bomo tudi malo napumpali sem ter tja kakšne občutke. Torej, vedno znova se spomnite, da že za vsakim dežjem je posijalo sonce in da vedno nad oblaki sije sonce, oziroma najdite si neko prispodobo, ki bo vam ogrela srce v tistih trenutkih, ko vam bo težko. Predvsem pa se vračajte vedno znova v energijo, ki smo jo vzpostavili na začetku te oddaje, v energijo tistega otročka, ki verjame, da po zimi prinese dedek Mraz nekaj lepega, kajti slej kot prej v življenju se nam zgodi nekaj lepega, tudi po najbolj težkih obdobjih, tudi po najbolj mrzlih obdobjih. Torej, če ste morda v tem trenutku, v mrzlem, simbolično govorim, obdobju svojega življenja, naj vas pogreje upanje, da nič ne traja večno. Kar ne pomeni, da če se imate pa zdaj ful dober, da bo v naslednjem letu ful slabo. Ne me narobe razumeti. Torej, drage moji, v naslednjem tednu se bomo posvetili točno tem temam, se pravi izzivom leta 2022, kaj vse ta šestka prinaša, kaj vse prinaša končnica 22. Zdaj sedaj pa se od vas poslavljam, kot vedno, če imate kakšno vprašanje, kakšen predlog, mi ga posredujte na ls@lili-urum.com. Vedno tudi vabljeni na mojo spletno stran www.lili-urum.com. Za sedaj pa vam želim en čudovit preostanek večera. Čim več lepih želja, čim več lepih namenov, čim višjih, čim bolj odpičenih, čim bolj neverjetnih ciljev, ki si jih boste postavili. In vedno znova se dajmo spomniti na vse tiste, ki so si podobno nekaj lepega zaželeli kot mi in jim pošiljati podporo. Čudovit večer vam želim in se vidimo naslednji teden. Pa, pa!